Živja. Zdravo. Kaj bomo pa danes delali? Danes bomo pa delali palačinke, ampak ne klasične palačinke, ampak malo bolj posebne. Čoko kebab in pa mini palačinkice. To pa je 10 takih malih puhastih palačinkic, na katere bomo ponovno dali različno sadje, posipe, prelive. Se pravi, kakšne posebne palačinke bomo delali danes? Prvo bomo pripravili čoko kebab. Prvo našpricamo z oljem. Zakaj našpricamo z oljem? Zato, da Da se ne prime. Ja. Eno merico položimo. Tu imamo vmes čokolado, pa jo bomo nastrgali. A zato se reče kebab, ker je take oblike? Ja, isto namesto mesa pa je tu čokolada. Evo. Koliko tega pa damo približno na en kebab? Približno 20 gramov. Probaš čim bolj nežno, s takimi dolgo. Eto, tako. Vidiš, da se tako lepo zavije, da potem čim lepše izgleda. Našpricaš na obe mesti, od zgor in od spod. Tako, dovolj. Še tu. Preveč? Dovolj je. Zapremo, pa stisniš gumb. Zdaj pa nama odšteva sekunde, ko bo piskalo, odpremo, pa je pripravljeno. Evo ga, zdaj lahko probamo. Odpreš. Super. Vzamemo dol in je pripravljeno. S čim pa bomo danes začeli? Začeli bomo prvo z čokoladnim prelivom, nato vanilji preliv in lešniki. To je začetek, da začnemo. Čim več. Več bo boljše je. Po sredini, evo še nazaj. Zdaj pa vzamemo vaniljo, pa ponoviš vajo še z vaniljo. Odlično, zdaj pa pride smetana. Smetano pa damo v obliki trikotnika, zato da bo naš kebab imel na koncu lepo obliko. Evo, daš čez, pa iz vsake strani še enkrat, evo. Tako, pa še iz te. Zapremo. To je to. To sem pa že enkrat doma delal, Si? sam ne na palačinki. Po celem. In glavna sestavina, čokolada, tukaj, Samo tle. samo tukaj. Kaj zgrabi? Vse to lahko. Okay. Evo. Še tu v kotu malo smetane za dekoracijo. Super. Evo, izvolite. To pa je vajina mojstrovina. Kremnica resnice. Je dobro? Zelo je. Super so. Jaz zdaj pa ne vem, ker sem to dobro naredila, bom pa mogoče kuharica postala. Ja, okej. Mene ne moti. A torej potem pomeni ta ena kotlinca ali dolinca, kako že je, pomeni ena palačinka. Točno tako. V vsaki tej luknjici bomo naredili eno palačinko. Vse skupaj je za 50 palačink, to pomeni 5 porcij lahko naredimo naenkrat. A imajo te male palačinke kakšno posebno ime? Ja, te male palačinke imenujemo Puffy Baby Pancakes. Puffy zaradi tega, ker so puhaste, baby, ker so majhne, in pancakes, ker so palačinke. A pol rabimo za take palačinke kakšno drugo testo? Ja, za te palačinke rabimo testo podobno kot za klasične palačinke, ampak mora biti masa malo bolj gosta, kar pomeni več moke in več pecilnega praška, ker pecilni prašek jih naredi, Da se napih? da so puhaste. A to je masa. To je masa. Kaj Evo, pa izvoliš. ste dali v to maso? Moka, jajce, pecilni, mleko, olje. Se pravi, v Pomembno bistvu... je, da je ne napolniš do vrha, ker potem nam bojo šle preko. Oh, Tak je super. Izvoli, Gledamo, če je že. okej. ti pa lahko Je. teh. Zdaj pa gled, vzameš palčko, pa obrneš, da se zapeče še na drugi strani. Evo, boš probala? Srca malo več boma dala, samo. Vsi počasi se navadiš, pol pa gre. Ja, prav, mojsterca si že. Vidiš.
Te palačinke so pa kot mali bombončki ali makaroni taki. Res je. Boš ti delal, kjer je okus jagoda ali banana? Jagoda. Evo, da z jagodo, pa greš isto prek palačink. Podobno kot prej pri kebabu, Ja. samo pazi prste. Več jih daš, bolj so gosti veseli, je tak? Ja. To pa je veliko preliva. Ja. Jagodni preliv delamo iz svežih jagod in sladkorjem. Odlično sta opravila vajine palačinke, prava mojstrovina.